Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani gospod Škof, gospe in gospodje, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni. Še nekaj let in dočakali bomo četrt stoletja obstoja samostojne slovenske države. Smo, če nas Bog ne vzame k sebi, res prepričani v to. Bo samostojna slovenska in mednarodno priznana država največji dosežek Slovencev v zgodovini še obstajala takrat. Kot zgodovinar in človek, ki si želi biti kar najbolj vpet v narodno življenje, imam občutek, da še nikoli ni bilo tako težko biti in živeti kot Slovenec, kot ravno sedaj. V gospodarskem in socialnem pogledu so bili že veliko težji časi. Tudi v političnem pogledu je bilo veliko huje. Mislim na čase, ko smo bili obsojeni, da nas zbrišejo sveta. Fizično nas je med drugo svetovno vojno, še zlasti v mesecih neposredno po njej, strahotno pohabil komunizem. Nikoli poprej niso Slovenci v tako kratkem času pobili toliko svojih rojakov, pa vendar se mi zdi, da obstaja večinsko prepričanje, da je danes naš položaj bolj brezizhoden, kot je bil takrat. Tema, sama tema, ki je luč. Tu smo zato, da odstiramo temo pred svetlobo in v njo verjamem slovenske prihodnosti. Slovenci smo najkasneje že 1848, če ne že v času ilirskih provinc, postali mednarodno priznan narod. Poudarek je na mednarodno priznan, ne na narod. Sam seveda vidim slovenski narod tudi kot mednarodno priznan že veliko poprej. Najkasneje takrat, ko so začeli med nami širiti krščanstvo v slovenskem, ne pa v latinskem ali jeziku kakšnih sosednjih narodov. Brižinski spomeniki stojijo na koncu, ne na začetku tega najstarejšega obdobja. Tudi v nastanku goriške škofije kot škofije za Slovence in videmske kot za Furlani oziroma Italijane po koncu angleškega patriarhata, tam v drugi polovici 18. stoletja, vidim eno papeških priznanj obstoja Slovencev. Pa sam bi seveda segel še nazaj, mogoče celo v prve načrte za ustanovitev ljubljanske škofije v 14. stoletju. Prepričan sem, da lahko z znanstveno gotovostjo govorimo o Slovencih in slovenskem jeziku vsaj od brižinskih spomenikov dalje. Kot veste, danes bi eni rekli, da nas Slovencev pred 1900 sploh ni bilo. Nekako v isti čas, to se pravi čas brižinskih spomenikov, sodijo tudi prve omembe Slovenije, kar je dokazal Janez Hefler v svoji sicer drobni, pa izjemno pomembni knjigi Trubarjevi ljubi Slovenci ali Slovenija pred 650 leti v Štrasburgu. Torej, tam on omenja pravzaprav prve omembe Slovenije. Besedo Slovenec, Slovenka pa naj bi se potem, kolikor vemo danes, najprvič to pojavilo v 14. stoletju. Zanimivo v zaredju Kopra. Kronski dokaz za trditev srednjeveškega obstoja Slovencev kot naroda z utrjeno rabo lastnega jezika in enotnim pojmovanjem slovenskega prostora je Trubar, ki se je za širjenje protestantizma moral nasloniti na dotedanjo množično kulturo med Slovenci, njihov jezik in njihovo poimenovanje. Kot veliki kritik katoliške cerkve na verskem področju ji je glede na ravnanje slovenskim narodom dal največje priznanje. Naslonil se je na jezik njenega dotedanjega dela in ga nadgradil s prvo slovensko knjigo. Poglavitne pripombe na slovenski družbeni razvoj v srednjem veku se nanašajo predvsem na dejstvo, da je bil slovenski jezikovni prostor v tem času razdeljen na dežele, da nismo ustvarili višjih družbenih plasti slovenskega meščanstva, plemstva in na slovenskem jeziku sloneče množične pisme kulture. Jezikovno vprašanje razen v cerkvi dolgo ni igralo nobene vloge. Dežele, ki so jezikovno dokaj enoten prostor razdelile med kneževine, nekakšne srednjeveške državice, so nastale iz pobud in potreb plemstva,
da se organizira stopnjo samostojnosti, samouprave in avtonomije, ne sovraštva do slovenstva, kot smo včasih pisali. Vsaj pri plemstvu, ki je stalno živelo na našem ozemlju, smemo z veliko mero verjetnosti domnevati, da je obvladalo slovenski jezik. O tem imamo ohranjenih več drobnih pričevanj, med katerimi je najbolj znano ono, kako je Kartuzija Žiča dobila svoje ime. Koroški Slovenci zelo radi pripovedujejo, kako je cesar Maksimilijan, zadnji vitez na prestolu, iz prehoda iz 15. v 16. stoletje, ki so ga kot vladarja obdali tudi nekateri vidni Slovenci, v otroštvu, ki ga je preživljal na gradu Bechstein, da se je od tamkajšnjih otrok naučil tudi slovenskega jezika in je dal kasneje tudi pobudo za slovar slovenskega jezika. Najprej v zvezi s tem opozorim na govoreči grb njegovega svetovalca, pa prvega novomeškega prošta, Jurija Slatkonje, Zlatkon na modrem polju. On je pravzaprav svoj grb lepo narisal v slovenskem jeziku, čeprav je več ali manj uporabljal v latinščino. Poglejte potem grb slovenskih konic, oziroma po starem zgolj konice. Bel konj, mislim, da je na zelenem polju. Gonobic po nemško nima zveze s tem grbom. Grb je slovenski, čeprav je nastal v srednjem veku in tako naprej. Lahko bi rekel vse tja do srede 19. stoletja glede našega prostora, da so ljudje mislili in govorili slovensko, pisali pa nemško. Poglejmo, zdaj smo dobili Val Vazorja dokončno prevedenega v slovenščino, pa poglejte Val Vazorjeve karte. Nemški naziv posod, spodaj ima slovenskega. Zakaj? Ker je bil slovenski bolj živ in ker če si hotel, bi rekel, prideti v kraj ali pa videti kraj, ki je narisan, si moral poznati seveda slovensko ime. Rad bi upozoril tudi na nekatera novejša odkritja lanskega predavatelja, kolega Matija Ugrina, ki pravzaprav odkriva v arhivih velike zaklade slovenščine za čase, ko smo domnevali, da pravzaprav tega v naših cerkvah ni bilo. Bili smo malo površni, namreč zakaj pa imamo potem v slovenskih cerkvah pri nas slovenske pridigarje, pa nemške cerkve in tako naprej. Da sklenem to pobrkovanje, ki seveda ni znanstveno sistematično, bi tako rekel, da vse do časov, ki jih je zaznamovala Marija Terezija, ni bilo težko biti Slovenc in da seveda jezik ni bilo eksistenčno vprašanje slovenskega naroda. Potujčevanje je sicer obstajalo, vendar izhajalo iz nekih naravnih procesov, posledic različnih kolonizacij, ni bila pa to stvar nekih oblastnih načrtnih organov. Povsem drugačne razmere pa se pri nas začenjajo vzpostavljati s prosvetljenim absolutizmom, utrjevanjem in izgrajevanjem države. Državne uprave so bile v državah, v katerih smo živeli Slovenci, vse do slovenske osamosvojitve, najbolj sovražne slovenski kulturi in slovenskemu jeziku, ker so stremeli, da bi pač državo poenotili. In država, ki ima več jezikov, seveda ni bila njihov ideal. Tudi zaradi političnih potreb plemstva, ki je želelo ohraniti svojo navidezno avtonomnost in samostojnost in se upirati birokratskim načrtom centralizacije države, je začela naraščati deželna zavest, kar je prineslo tudi korist slovenskemu jeziku, čeprav le na deželni ravni. Torej, samo mimogrede pred leti umrli knez Auersperg na Dunaju je do svoje starosti obvladal slovenščino. In pri Auerspergih, kot naši največji, najpomembnejši plemiški rodbini, je bila dolžnost naslednika posesti, da zna slovensko. Ampak to veste ne tako neko kuhalj slovenščino, to je bila lepa slovenščina. Naprimer, za kneze Vindiš Grec tudi vemo, kako so lepo slovenščino vladali, da še kakšne druge grofovske linije ne naštevam. Nekateri vidijo vrh tega gibanja v Linhartovem delovanju, meni pa se zdi, da je pravzaprav vrh tega gibanja, ki izhaja iz tega nasilja, da se slovenski narod začne nekje stiskati, pravzaprav v Japljevem svetem pismu. In zanimivo je, da Slovenci imamo v vseh ključnih trenutkih slovenske zgodovine nove izdaje svetega pisma, tako je bilo tudi Japljevo ob koncu
18. stoletja. In še eno stvar bi povedal, na katero tudi preveč pozabljamo, to je sva prva slovenska znanstvena slovnica od Jerneja Kopitarja. Pri nas Jerneja Kopitarja tako odpravljamo z levo roko in pozabljamo, ne samo to, da gre za enega izmed največjih evropskih jezikoslovcev. Mi danes med nami nimamo človeka, ki bi bil sposoben napisati knjige o Kopitarju, ker noben od nas ne zna toliko jezikov, kolikor jih je potrebno znati za študij Kopitarja. Osebno ne znam najti odgovora na vprašanje, koliko je na povečano zanimanje za slovenski jezik vplivala uvedba nemškega kot uradnega in koliko je s tem tudi povezana prva omemba Slovenije v slovenskem jeziku leta 1810. Na videz smo pravzaprav priča neki paradoksalni posledici, bolj kot nam vsiljuje nemški jezik, več je slovenskih prevodov avstrijskih zakonov. Zdi se, kot da se je začel za Slovence konec 18. stoletja nek silno obetaven proces. Njegova zelo znana oseba je Valentin Vodnik in pa seveda še nekateri drugi, vendar se je to potem nekako s protireformnimi ukrepi naslednikov Jožefa II. Pa z ilirskimi provincami ustavilo. Torej, posledica tega razcveta slovenstva, ki se je začelo v tem času, so pravzaprav Prešeren, Slomšek, Kopitar, pa če hočete tudi fizik Jožef Štefan, ki je bil v začetku seveda priznan pesnik. Nadaljnji kulturni politični razvoj je bolj kot na Ljubljano treba gledati na zunanje slovenska področja, Štajerska, Koroška, tudi če hočete Trst pa Goriška. Mi preveč gledamo na Ljubljano, kot je to popek slovenstva. Oprostite, to je Gartroža, pa zelo bodeča. Na prvem mestu bi omenil koroškega pesnika Urbana Jarnika iz Ilske doline, ki je v svoji znameniti razpravi o razredovanju Slovencev leta 1826 prvi opozoril na procese, ki so izpostavljeni koroški rojaki in s tem seveda vsi Slovenci. On se je zelo trudil, da je v nemškem prostoru uveljavljal izraz Slovenci. On je bil tudi duhovni, on je silno širil izraz Slovenija, Slovenci. Schubert je uglasbil dve njegovi pesmi. Potem bi vas tle opozoril, da mi, ko govorimo o 19. stoletju, o prebujanju Slovencev, vedno rečemo Prešeren, Blajvajs, za božjo voljo, to nima popolnoma zveze. Poslušajte pa, kdo pa je bil Blajvajs? En ubogi uradnik. Kdo pa je bil Prešeren? Se ni imel pod sabo nič. Takrat tisti ljudje, ki so ključno vplivali na slovensko prihodnost, so bili škofje. Škofje, knezo škofje, oni so bili tisti, s katerimi je vladar komuniciral, ne z Blajvajsom, ne s Prešernom, z nobenih od teh. On, če je hotel kaj doseči, se je obrnil na škofa. In tle imamo seveda velike ljudi med našimi škofi. Zlasti bi vas rad opozoril na Tomaža Ravnikarja, prvega koprsko-tržaškega škofa, ki ga večina Slovencev sploh ne ve za njega. Tu je potem goriški škof Valant ali Balant, tu je seveda Slomšek in še potem tudi nekateri drugi škofi, ki sicer niso bili Slovencem, se niso šteli za Slovence, so bili pa Slovencem naklonjeni in so veliko naredili za to, da smo se Slovenci že v predmarčni dobi pravzaprav uveljavili in da so vladarju, kot piše Slomšek, dopovedali, da Slovencev se ne da potujče, da rabijo slovenske šole. Potem bi vas rad opozoril na neko zelo neznano osebo, to je Jožef Muršec, Živkov iz Biša, Prlek, ki je v Gradcu organiziral študente, tam je bila seveda univerza, bodoče duhovnike, ampak on je naredil neko organizacijo za izposojanje knjig, časopisov, uporabil bom izraz mafija, ampak ne v slabem smislu, v kulturno-političnem smislu. Torej, on je povezal te ljudi in na te ljudi, ki so se povezali, ki so se izmenjali knjige, je on naslonil leto 1848 slovensko organizacijo. Brez njega te slovenske organizacije ne bi bilo. In jaz vidim v tej njegovi graški Sloveniji pravzaprav začetke prve slovenske politične stranke.
Njegovi sodelavci so bili največji slovenski slavist Fran Miklošič, znameniti pravnik dr. Jožef Krajnc in še vrsta drugih ljudi. Potem bi vas rad opozoril, da izjemno pomemben je bil za nas Dunaj, ne zaradi cesarja, ampak zaradi desetine Slovencev, ki so bili visoki uradniki na dvoru, zelo, zelo visoko, ki so bili profesori na univerzi, pa tudi študentje. To je bila ta dunajski krog slovenski, ki je bil dosti širok. Večina pri nas pozna samo Kozlarja, pa je bilo še dosti drugih. In ti so potem pravzaprav dvigovali slovenstvo in utrjevali slovensko politično gibanje, ki je prišlo do izraza 48. Rad bi vas opozoril, rekel sem, kako je pomembno izven ljubljansko področje. Poglejte, o Koselskem znamo govoriti samo neumnosti. Koselski, to je oče znamenitega alpinista, stari oče Juliusa Kugija, ki ga pa večina Slovencev bolj pozna, ampak gledajte, Koselski je bil tisti, ki je prvi v slovenskem tekstu objavil besedo Slovenija, ne Prešeren. Večina misli, pejte brat Prešerna, v Prešernu besede Slovenija ni. Imate druge variante, gotovo je vedel za njo. Gotovo to ne dvom, ampak vendar beseda Slovenija pri Prešernu ni. Koselski jo ima. In potem seveda bi tle omenil še razne druge ljudi. Eden, ki je meni še vedno zelo neznan, pa ki je ključne stvari opravil, je bil spet pravnik Matija Dolenc, ki je, mislim, da je umrl kot pravni zastopnik banke Rothschild na Dunaju. Pa si potem predstavljate, kakšen visok človek je to bil in kaj. On je pravzaprav tisti, ki je formuliral poglavitne slovenske zahteve. Orwell v starem letu 1948 bi posebej govoril, važno je, da smo mi takrat, da je bil konec feudalizma, da smo Slovenci prvič predstavili svoj program, dobil je množično podporo in stal trajni cilj, ki je potem uresničitev dosegel slovensko osamosvojitvijo. Rad bi sam to rekel, da večina reče, ja, ta leto 1948 ni bilo uspešno, ker nismo dobili samostojne države. Ni res. Niso Italijani dobili Združene Italije, niso Nemci dobili Združene Nemčije, niso Madžari dobili Madžarske, niso Čehi dobili, noben narod ni dobil. Samo mi Slovenci delamo z tega tako tragedijo in iz tega pravzaprav potem izvira tudi to naše stalno samozaničevanje. No, naprej ne bi, ampak rad bi vas opozoril še na taborsko gibanje v letih 1868, kako so pravzaprav stalno rasle te zahteve po slovenskem jeziku v šolah. In zanimivo je, lejte, mi imamo od škofa Jegliča prvo popolno slovensko gimnazijo leta 1905, šentviško, imamo pa seveda prvo državno gimnazijo s slovenskim jezikom šele leta 1913 v Gorici, ne v Ljubljani, ne v Trstu, nikjer. V Gorici je bila ustanovljena prva državna slovenska gimnazija. Torej, moram reči, da mi vedno govorimo o Avstriji kot ječe narodov. To se danes več ne govori, čeprav seveda so bile tiste stvari, ki nas bolijo Slovence, so bile na deželni ravni. Ampak država se je pravzaprav tudi nekaj trudila, ampak poglejte, bi vas rad opozoril samo na eno stvar. Ne v stari, ne v novi Jugoslaviji nismo slovenščino, ki je moglo vojske narediti. V stari Avstriji je 5. dragonarski polk, to je bila dokaj elitna enota, lahka konjenica, ki je imela svoje regrutno področje okoli Maribora tudi, je imela uradni priročnik za izvrševanje vojaške službe tudi v slovenskem jeziku. In verjetno isto je bilo potem 17. 27. pešpolkom in še kateri. Torej, hoče več povedati, da je tudi avstrijska država, naprimer z ustanovitvijo Mohorjeve družbe, 59 leta, ki je bila, 51, oprostite, to je bila prva organizacija, ki je Avstrija dovolila za celo slovensko ozemlje. Vse druge so ponovadi samo za eno deželo, tle smo imeli pa za celo slovensko, tako da tle potem imamo Južni Kostokol, slovensko matico, nekaj je bilo narejeno na državni ravni, ampak seveda absolutno premalo in Slovenci so to doživeli kot veliko krivico.
Rad bi vas opozoril, da je tle 1866 leto, ko smo izgubili Beneško Slovenijo. Mi danes na to vse pozabljamo in zadnjič me je profesor Orožnov skoraj spravila v jok, je imela en govor po radiju in rekla, saj danes za Beneško Slovenijo za Rezijane praktično ben več ne ve. Takrat se je začel poslabševati tudi zaradi italijanske nacionalističnega gibanja položaj Slovencev na zahodu, tudi v Prekmurju, ker so Madžari postali vse bolj agresivni, šlo slabo, ampak vendar, poglejte, v vsem tem stiskanju pravzaprav pa opažamo en velik napredek slovenstva in bi vas rad samo upozoril, da leta 1895 je padla avstrijska vlada zaradi tega, ker so uvedli v Celju vzporednice za slovenski jezik. To se pravi, da se mi sam nekaj ne domišljamo glede slovenstva. To je bil dejansko tudi državni problem in ni bilo vse skupaj tako enostavno in moram reči, da je bilo biti Slovencu v tem času, zlasti na Koroškem, pa tudi na Štajerskem, pa tudi v Trstu težko, vendar pa moram priznati, da je slovenski jezik doživljal en velik razvoj. Če leta 1848, ko se začenjajo predavanja na pravu v Ljubljano, zlasti pa v Gradcu, v slovenskem jeziku, so bili največji problemi v terminologiji, je manjkalo slovenskih besed. Ob začetku, če šteje prve svetovne vojne, je bil slovenski jezik že tako razvit, da je bil že sposoben za univerzitetni pouk. In to je ena velika stvar, na katero mi pozabljamo. To je prišlo iz slovenskih korenin. Tle nima nobena oblast zasluge. Nobena, lejte, mi tudi, bi rekel, na cerkvenem področju smo imeli zelo težke razmere. Slovenska škofija je bila Ljubljana, slovenska škofija je bila seveda Levantinska, potem pa seveda so Celovška je bil že problem, Tržaška, Goriška, no Goriška je bila tudi zelo slovenska, ampak vendar tle smo Slovenci pokazali neko veliko moč. Opozoril bi rad še na to, da se seveda po letu 1890 med nami začenja razvijati strankarsko življenje. Meni se, oprostite, zelo upira, ko slišim sloga. Kako je bilo krasno, da je bila sloga do takrat, posle je bila pa katastrofa, ker se je začenjalo strankarstvo. Za mene je seveda strankarstvo civilizacijski dosežek in ne razumem, kako mora biti katastrofa, da je enotnega slovenskega narodnega gibanja, da se je šli klerikalna pa liberalna stranka, ko je nastala pa socialdemokratska, to pa velik dosežek, velik uspeh demokracije. Tle se pač menjajo kriteriji po politični potrebi. Je pa seveda velik problem, to pa priznam, da Slovenci dajemo ideološkim opredelitvam prednost pred narodnimi cilji in bi tle samo opozoril na znamenito nemško-slovensko liberalno koalicijo ali pa še kakšne druge stvari. Torej, največja tragedija v slovenski zgodovini je pravzaprav ta protifarška gonja. To je, vse imajo tudi drugi narodi, ne mislite, ampak v taki surovi obliki, kot smo imeli pa mi, smo pa neka posebnost in moram reči, ima seveda za to velike zasluge Ivan Tavčar in pogosto mi gre na smeh, ko Igor Grdina pravi, bil je velik pisatelj pa mizeren politik. Na načelni ravni v stari in novi Jugoslaviji pravzaprav ni bil problem biti Slovenec. Kot dosežek bi rekel to, da se je Slovenija šele z Jugoslavijo staro in se tudi kasneje kot politični in geografski pojem dokončno uveljavljal v javnosti. Staro Jugoslavijo smo dobili po lastni zaslugi, ne po zaslugi, uporabil bom staro slovensko obliko, Belgrada, ne Beograd, v srbizem. Belgrada smo rekli vedno Slovenci. Torej smo dobili lastno univerzo in pa Akademijo znanosti, ampak moram reči, da jaz tako stvari vidim, da je imela Jugoslavija že ob samem svojem začetku v sebi kal smrti, samouničenja. Namreč takratni slovenski politiki, in tle ima Krek veliko masla na glav, so preveč poudarjali slovanstvo, podcenjevali pa so kulturne, gospodarske, pravne in mentalitetne razlike ter sve tudi verske razlike. In premalo se zavedamo znamenite Cankarjeve misli iz predavanja Slovenci in Jugoslavije, ko je rekel za narode v bivši Jugoslaviji, to je napisal še preden je Jugoslavija nastala, pravi, po krvi smo si bratje, po jeziku vsaj bratranci, po kulturi, ki je sad večstoletne separatne vzgoje, pa smo si med seboj bolj tuji, nego je tuj naš gorenski kmet Tirolskemu,
ali pa goriški viničar Furlanskemu. V zvezi s položajem Slovencev v Jugoslaviji moramo se vedno zavedati, da smo vanjo prišli amputirani, da je v bivši Jugoslaviji ni bilo Koroške, ki jo imenujemo tako ljubkovalno srce slovenskega naroda, ni bilo Primorske in dela Koroške, ker spet rečemo, da je to pa denarnica Slovencev, in dobili smo pa seveda samo Prekmurje, kar je bil svojevrsten čudež pravzaprav, ampak seveda to ni moglo nadomestiti teh velikih izgub, ki smo jih Slovenci doživeli. Potem seveda je tle centralistična stara jugoslovanska država, ki moramo reči, da je bil tle narejen korak nazaj, zlasti pri vojski, na kar sem vas že opozoril. In potem moram povedati še to, da v Avstriji so naše dežele, zlasti Kranjska, pa še katere druge, dobivale subvencije z Dunaja. To se sploh danes ne piše. Ja, nas Dunaj je podpiral z denarjem, ne. Medtem ko seveda, ko je nastala pa stara Jugoslavija, je pa seveda bila pa naenkrat Slovenija najbolj bogata in je potem začel ta denar odtekati po Savi in Donavi navzdol. In pravzaprav iz tega centralizma in iz tega ekonomskega izkoriščanja se začenjajo potem pojavljati ideje o samostojni Sloveniji že v 20 letih. Tle gre seveda za Antona Novačana, gre za pesnika Boža Voduška, gre pa seveda potem, zanimivo je, da je Andrej Gosar, ki se je vedno, ni hotel biti kakšen pretiran Slovenec, gre pa za eno izjemno osebnost. On je pravzaprav prvi pri nas, ki je naredil tudi ekonomsko analizo in dokazal, kako pravzaprav Jugoslavija izkorišča Slovenijo. In on je zelo, to je on naredil že leta 1932, objavil je pa tik pred prvo svetovno vojno, in je potem pravi, da je pri Slovencih velika tragika, da se vedno še sučemo okrog svetovno-nazorskih in kulturnih vprašanj, da pa pozabljamo na gospodarstvo, ki je seveda temelj gospodarskega in pa socialnega razvoja življenja. Že on je zapisal, da Slovenija več Jugoslavijo daje kot dobi in pravi, Slovenija je bila za staro Jugoslavijo korist, dobiček, ne pa strošek. No in rekel, če bi v Sloveniji ostalo samo polovica denarja, ki ga pošilja v Beograd, bi lahko imeli takrat v Ljubljani najmodernejšo bolnico, pokrili vse stroške univerze in sanirali kmete. Torej, Slovenc biti v stari Jugoslaviji bilo depresivno. Ni bilo to, bi rekel, zlasti zaradi položaja slovenskih manjšin, je bilo to zelo depresivno biti. In mene, kadar prebiram, veste, celo po cerkvah so imeli posebne molitvene ure za koroške Slovence, za primorske Slovence, ker druge rešitve enostavno več niso videli kot molitev. Torej, razpad Jugoslavije z drugo svetovno vojno Slovencev napovedal izginotje, vendar nihče, torej praktično od nihče od Slovenije ni verjel, da bodo Slovenci izginili. Je bila pa tle narejena, po mojem mnenju, velika napaka. Namesto, da bi se Slovenci naslonili na idejo dr. Lamberta Ehrlicha, ki je zahteval samostojno mednarodno priznano slovensko državo, se je pač pri nas vnel boj, ali bodo po končani vojni vladali Karađorđevići ali komunisti. No in potem se je pa zgodilo, kar se je zgodilo, grozljiva državljanska vojna in njen konec, ko nikoli pravzaprav, ko je bilo pobitih toliko Slovencev. Zdaj, a so ti povojni poboji sramota za Slovence? Seveda so, ampak ti Slovenci, ki so bili pobiti, niso bili pobiti strani Slovencev, ker so bili Slovenci, ampak seveda zaradi potreb totalitarizma. Torej, biti Slovencev v Titovi Jugoslaviji ni bilo problematično, če nisi motil volilne vloge partije in postavljal pod vprašaj bratstvo in enotnost, lahko pa ekonomsko šimfal obstoj Jugoslavije, kolikor si bil pač v to razgledan, in me je zelo pretreslo na Krajgarjevem, ko je bil pogreb Borisa Krajgarja, ko je pravzaprav Kardelj v svojem govoru omenjal, kako je Krajgarja neprestano žrlo vprašanje, ali Jugoslavija izkorišča Slovence, in potem je govoril o nekih analizah, ki jih pa moji kolegi zgodovinarji do zdaj še niso našli. Rad bi upozoril še na to, kar se pozablja, gre za moj vtis, ni treba, da se z mano strinjate, da je bivša Juga, Titova Jugoslavija, načrtno naseljevala neslovence na obmejna področja, od Kopra, Gorice, Jesenice, Ravne, Maribor. Ne, nikoli ne pozabil,
še prej, ko sem hodil v Gorico, še v bivši Jugi, pa so mi moji prijatelji iz Nove Gorice seveda rekli, viš, tole je pa najbolj pobožno področje v Sloveniji, v Jugoslaviji. Zakaj pa? Je rekel, tle vsakega, ki vprašaš, odgovori, molim. Torej, zdi se tle, ampak prosim, to je treba še raziskati, mislim, da je bila tle neka načrtnost. Torej, v razglasitvi samostojne slovenske države, to ni bilo zoper nikogar. Za mene je samostojna slovenska država nekaj čisto normalnega, čudovito je danes jo utemeljil tudi gospod Zobec, ampak z pravnega vidika, kot bi rekel, kot zgodovinar, pa rečem, da smo Slovenci po poldrugem tisočletju dosegli to, kar je normalen cilj vsakega naroda, nič drugega. In zaradi tega imeti slabo vest in ne vem, kaj drugega, to se mi zdi pa res popolnoma nezrelo. Torej, za konc, živeti kot Slovenc, ne vem. Torej, ko berete Vodnika, tvoja zemlja, zdrava, priden, pameten, pošten, veste, niso stvari tako enostavne in mislim, da je tle, kako živeti kot Slovenc, najlepše zapisal Matija Majar Zilski leta 1848, ko je zapisal, vsak ne v svoji deželi doma živi, kakor mu je drago in ljubo. Nemec po nemško, Italijan po italijansko, Vogar po vogarsko, Slovenec po slovensko. In to je pravzaprav, bi rekel, tudi en izhod za naš napredek, za našo rešitev. Torej, mi moramo živeti svobodno, ustavno, kot je rekel gospod Zobec, v skladu s časom in v gospodarskih in kulturno-političnih pogojih, kot jih imajo ostali drugi evropski narodi. Slovenca sta v zgodovini ključno zaznamovala Srednja Evropa in jugovzhodni alpski prostor. Ne glede na naš slovenski jezik smo kulturno, duhovno doma samo v tem in v tem svetu. Torej, za mene so bile pretresljivo odkritje ob gradnji avtoceste v Prekmurju, ko so, dobro, že pri Framu so bili najdeni pravi slovenski, resnični slovanski grobovi, ampak ti grobovi kažejo kulturno povezavo na slovaško-moravski prostor, ne na Bosno ali pa kaj takega. Vse poslo se dogaja še spremembe, zlasti za časa vskokov pa tako naprej, pa vendar, kam smo mi prvotno kulturno spadali, to bi tudi morali bolj poudarjati. Ampak potem seveda pride tle do obeh Jugoslavij, ki so za mene velik korak nazaj. Ne zaradi tega, ker smo mi živeli Srbi, Hrvati. Oni so ljudje, kot smo mi, jaz ne vidim v njih nič slabega, ampak napako smo naredili pa Slovenci, namesto da bi svojo kulturo ponudili dol, ki je bila vsekakor višja, oprostite, in bi obogatili skupno, smo prevzeli slabo od njih, pa jih v tem celo prehiteli. Mi smo danes, oprostite, bolj balkanski, kot so Srbi. V Srbiji na področju demokracije, da ne rečem zgodovine, so za nami že kilometre daleč, pa nas se pa še vedno vrtimo na raznih proslavah, kot je bila zadnjič na Primorskem. Torej, temeljni problem je to, ker Slovenci smo bili vedno zelo dobri v borbi proti zunanjim sovražnikom, proti lastnim v svojih vrstah smo pa zelo šibki. Nimamo pravzaprav, mi imamo neko levico, ki ni levica, imamo neko desnico, ki ni desnica in tle se bo treba pravzaprav priti do nekega novega družbenega razvoja, ki mora sloneti na veliki meri strpnosti in samospoštovanja. Izginiti mora iz naših vrst samozaničevanje, ki je rak rana slovenske sedanjosti in prihodnosti. Slovenci ne znamo živeti v lastni slovenski državi, ker nimamo izkušenj. Ampak veste, to ni nekaj posebenega. Jaz to poudarjam, pogledajte, če vi gledate zgodovino Italije, zgodovino Nemčije, pa križ Božji, kakšne težave je imela Italija, da je nastalo to, kar je danes. Kakšne težave je imela Nemčija, kakšne težave, če je imela Poljska, se je imela še bolj tragično zgodovino, pravzaprav kot mi. Mislim, ne biti tle neučakan, ne biti tle pesimist, vsaka stvar zahteva svoj čas in sem prepričan, tudi trenutek ne dvom, da bomo tudi Slovenci, samo malo več je treba te civilne iniciative ljudske volje, vsak mora postati odgovoren državljan. Torej, kakšno bo, kako živeti v prihodnosti po slovensko, ne vem, vendar sem pa prepričan v nekaj. Prvič, da moramo ohraniti zvestobo slovenski kulturi na vsem etničnem ozemlju, torej ne samo znotraj države, in da moramo vedno upoštevati, da Slovenija ni samo slovenska država.
To je, veste, največje izdajstvo za mene v slovenskem. Slovenija je tudi slovenska Koroška, je tudi slovenska Primorska, pa so tudi slovenski izseljenci. Vse to je Slovenija. In v tem prizadevanju, da bi danes Slovence omejili samo na Slovenijo, to je pa, oprostite, najbolj zanesljiva pot v slovenski samomor. Hvala lepa.